Branko, pozdravljen. Ukrajina je po več letih pogajanj o tesnejšem povezovanju z Evropsko unijo nepričakovano sporočila, da pridružitvenega sporazuma za zdaj ne misli podpisati. Je ta obrat Kijeva mogoče razglasiti za zmago v Moskvi v geopolitičnem spopadu? Ja, definitivno. Rusija si v bistvu vse od razpada Sovjetske zveze prizadeva obdržati vpliv na nekdanjem sovjetskem prostranstvu. Eden najbolj dramatičnih dokazov za to je zagotovo vojna v Gruziji pred 5 leti in zdaj velika Putinova zmaga v bitki za Ukrajino. In hkrati za Armenijo, ki jo Putin tudi prepričuje, naj se ne približuje Evropski uniji. Tukaj je v bistvu Ukrajina, tako je treba reči, Ukrajina je v bistvu izjemno pomembna evropska država. Je največja država po površini brez Rusije, je nekakšen geostrateški most med Evropsko unijo in Rusijo. O tem je govoril že Zbigniew Brzezinski v svoji znameniti veliki šahovski igri. Zato Putin zlepa ne bo dovolil kakršnega koli vpliva nad to pomembno sosednjo državo. Je pa seveda treba reči, da je tudi Evropska unija se je v odnosu do Ukrajine obnašala sila nenavadno. Po oranžni revoluciji, ko je Ukrajina jasno hotela, ko se je jasno odločila za pot v Evropo, ni bilo nobene konkretne ponudbe, dolgo so omahovali, dolgo so se norčevali iz Ukrajine. Zelo znan je na primer incident iz leta 2007, ko je konzulat ene od evropskih držav otroškemu zboru, ukrajinskemu otroškemu zboru, ki je bil povabljen v Evropo, ukazal v snegu zapeti pred konzulatom. Tako da v bistvu je Ukrajina sama nenehno nihala med tema dvema velikima poloma, med Evropsko unijo in Rusijo. Kot enega glavnih razlogov za nenadno odločitev Ukrajine se v medijih pogostokrat omenja zakulisno ravnanje Rusije. Kakšni so pa tu interesi Evropske unije? Verjetno niso njeni nameni povsem altruistični. No, to zagotovo, ne. Ukrajina je, kot sem že dejal, izjemno pomembna država, prav zaradi svoje geostrateške lege. Tu je ogromen trg, več kot 50 milijonov ljudi, poceni delovna sila, vendar prav te demonstracije, ta ponovna drama v Kijevu, ti protesti dokazujejo v bistvu, da bruseljska elita nikoli ni pravzaprav poznala ne Rusije in ne Ukrajine. Podcenjevala je trdo moč Putina, ki je v tej zgodbi popolnoma potolkel tisto znamenito mehko moč Evropske unije. Ukrajinske ulice je zasedlo na tisoče protestnikov, ki vztrajajo, da ukrajinsko srce bije v evropskem taktu. Kako razdeljena je danes Ukrajina? Bi lahko sedanje dogajanje na ulicah preraslo v širše politično nasilje? No, to nedvomno. Že samo vstajo, lahko bi rekli tudi revolucijo, novo revolucijo, ki je nekakšno nadaljevanje oranžne revolucije, so razglasili za nekakšen Euromajdan. To je po trgu Majdan nezaležnosti, trgu neodvisnosti, kjer se je pred 9 leti zgodila oranžna revolucija. Ampak hkrati so se tile protesti za Evropo, izkazalo se je, da večina Ukrajincev vendarle želi v Evropo, se je v bistvu hkrati spremenil v proteste proti politiki Viktorja Janukoviča. Paradoks teh dogajanj je, da je v bistvu Janukovič, ki je ves čas nihal med Evropsko unijo in Rusijo, v bistvu svojo potezo glasoval proti Ukrajini. To je največji paradoks. S tem, ko se je odločil za Rusijo, je bil v bistvu proti Ukrajini. In to je množice v bistvu še bolj počkalo. Zakaj to Janukovič počne? Do predsedniških volitev je le še dobro leto. Te bodo marca 2015. Priljubljenost njegove stranke regiji dramatično upada. V stranki je prišlo do razkola. Najmanj 5 poslancev je že odšlo iz njegove stranke, računajo, da jih bo v kratkem odšlo še kakšnih 20-30. Zaveda se, da s tem,
če izgubi, to je bil v bistvu nekakšen politični manever, že predvolilni politični manever, zaveda se, da če izgubi, bo z njim konec. Lahko se mu zgodi nekaj podobnega, kot je sam storil z Julijo Timošenko, kajti sam Viktor Janukovič je v bistvu eden najbolj korumpiranih ukrajinskih politikov. Ves čas svojega mandata v bistvu zelo skrbi predvsem za to, da družina postaja zmeraj bogatejša. Tako sta njegova sinova Viktor in Aleksander v bistvu med najbogatejšimi Ukrajinci. Ameriški Forbes je denimo lani bogatstvo sina Aleksandra ocenil na $99 milijonov. Evropska unija se je tukaj obnašala izjemno nepraktično, nepragmatično. V bistvu je popolnoma podlegla tisti trdi moči Putina, ki sem jo že omenjal. Viktorja Janukoviča so poskušali omehčati tudi z 11-urnim telefonskim pogovorom, ki sta ga z njimi imela komisar Barroso in komisar File. Tudi Putin je vse to opravil z enim samim tajnim sestankom v začetku novembra, kjer je Janukoviču očitno ponudil ugodne kredite in nižjo ceno plina. Omenili ste Julijo Timošenko, njene fotografije so znova vzniknile s protesti. Na Zahodu velja predvsem za žrtev politično motiviranega sodnega procesa. Kako upravičeno so te obtožbe? Ja, ko sem bil na zadnje v Ukrajini, to je bilo lani pred Evropskim prvenstvom v nogometu, je po vsej glavni ulici Hreščatik bilo videti ogromno plakatov, na katerih piše Ukrajina v Evropo, Janukovič v zapor. Julija Timošenko je seveda kljub zaporu izjemno prisotna na ukrajinski politični sceni. Dejstvo je, da je bila njena aretacija in obsodba čisti politični proces. Seveda dejstvo je, da ima da tudi Julija Timošenko seveda ni angel, ima zagotovo precej masla na glavi, ampak s tem naj se ukvarjajo pristojna in neodvisna sodišča. Njena aretacija in proces sta bila seveda popolnoma politična, to so priznali tudi v svetu Evrope. Njena stranka Batkivščina domovina po naše je druga najmočnejša stranka in Arsenij Jacenjuk, vodja stranke, eden najmlajših in najbolj vplivnih opozicijskih politikov, to zdajšnjo revolucijo spretno izkorišča tudi za uveljavitev svoje stranke, ki ima morda na naslednjih predsedniških volitvah čez leto dni kar precej možnosti, da zamenja Janukoviča. Najlepša hvala za odgovore. Hvala lepa.